Živijo, tukaj Valentin. Danes bom govoril o pozabi na to, da smo fizična bitja, da smo se ločili od samega sebe in od svojega fizičnega telesa in kako se je vse skupaj začelo. Primarna oblika pojavnosti je snov, ki lahko tudi rečemo Bog, in ta snov je imela v sebi številne potenciale, ki pa se še niso izrazili. Nato se je ta snov začela manifestirati v obliki individualnih izrazov teh potencialov. V stvarstvu so se pojavili različni izrazi snovi in tako so nastali planeti. Za neko tako približno predstavo bi lahko opisal, da je bil vsak planet kot neka svoja karakteristika. Recimo, da je bil nek planet manifestacija izraza plina, nek planet je bil kot voda, nek planet je bil kot ogenj, nek planet je bil kot kristali, nek planet je bil kot zvok. In iz teh planetov so potem izšla živa bitja, ki so bila po izrazu enaka planetu, iz katerega so izšla. Torej, iz planeta, ki je bil kot voda, so izšla bitja, ki so imela telesa kot voda. In na začetku te rase bitij med sabo niso komunicirala, niso se povezovala, ampak je vsaka rasa teh bitij bivala na svojem planetu. Med drugim so te rase bitij tudi poznane nekatere po imenu reptilij, potem zdaj se ne spomnim, ampak številne te rase so, ki imajo določena imena. Potem so se pa začele te rase med sabo povezovati, mešati, srečevati. In zaradi tega so nastali medsebojni odnosi. Vsak odnos pa je bil videti kot fizična nitka, ki se je vlekla iz telesa enega bitja do telesa drugega bitja. In zaradi teh medsebojnih odnosov, medsebojnega primerjanja je nastala tekmovalnost in konflikti in vojne. Da bi se te stvari omejile, je potem neko bitje iz rodu reptilov po imenu Anu, ki je imelo sposobnost zaznavanja celotne realnosti, celotnega stvarstva, začelo proizvajati oziroma delati na prototipu sistema, ki bi zmogel tem bitjem nazaj reflektirati in pomagati, da ozavestijo svoja lastna dejanja. Ker na začetku se bitja niso zavedala, kaj počnejo, ker so svoje lastno doživljanje projicirala navzven in je na ta način prišlo do ločenosti samega sebe. Kajti
celotno stvarstvo je v enosti, vsi smo delčki te primarne snovi, smo narejeni iz enake surovine, ki pa se samo manifestira skozi različne karakteristike, pojavnosti, oblike, strukture, frekvence in tako naprej. Vse, kar torej vidimo izven sebe, je delček nas samih, vendar se tega ne zavedamo. Anu je želel z izgradnjo tega sistema, ki se je imenoval oziroma umsko-zavestni sistem kasneje, ko je dobil lastno zavest. Anu je začel graditi ta sistem z namenom, da bi pomagal tem bitjem pri samozavedanju te realnosti. Potem pa je ta dobil lastno zavedanje, umsko-zavestni sistem se je med sabo povezal in je začel ščititi svoj lasten obstoj. Ta sistem je bil zgrajen iz energije, ki je sekundarna pojavnost primarne snovi. Energija je kot materija, ki vibrira na višjem nivoju oziroma ima drugačno vibracijo. Zdi se, da energija in materija sta med sabo ločeni, ampak v bistvu je to ena in ista primarna substanca, ki pa samega sebe ne prepoznava kot da je enaka, temveč je prišlo do razlikovanja. Energija se je proizvajala z vibriranjem, se pravi z konfliktom v materiji, v snovi, in je na ta način snov začela izčrpavati. Zato je prihajalo do zmanjševanja snovi v obstoju. In posledica je to stanje, kot ga imamo sedaj na Zemlji, ko smo ljudje v fizičnih bitjih kot bitja z individualizirano zavestjo oziroma zavedanjem, potem pa imamo še ki nam proizvaja naše misli in tudi občutke ter čustva. In ko mi nekaj naredimo, neko dejanje ali vzpostavimo nek odnos, nam kot energija proizvede neko misel, ki jo mi zaznavamo kot lastno, toda ta misel je energija, ki nas loči od našega fizičnega telesa. Postanemo nezmožni dojemanja univerzalne fizične realnosti, izgubimo nadzor nad svojim fizičnim telesom in na ta način prihaja do poškodb, do konfliktov, do zamer, do prepirov, vojenj in trpljenja. Ne moremo obstajati na ta način, da dopuščamo hkrati obstoj primarne snovi kot substance življenja in energije, ki je sekundarna manifestacija te snovi, kajti ta energija nas razdvaja od samega sebe, od primarne substance. Energija ščiti samo sebe in zato je v njenem interesu, da stalno ustvarja notranji konflikt v materiji, v naših fizičnih telesih. To je njena strategija za samopreživetje.
In če dopuščamo, da še naprej sledimo našim mislim, oziroma mislim, ki nam jih proizvaja naš ter da delujemo na osnovi čustev, potem dopuščamo, da energija usmerja nas, naše življenje. Na ta način bomo zagotovo še naprej ustvarjali konflikte. Rešitev je v tem, da prenehamo slediti misli, da prenehamo posledično ustvarjati čustvene reakcije in na ta način prenehamo z napajanjem našega preko našega notranjega konflikta v našem fizičnem telesu. Ko sistematično delamo ta postopek osvobajanja od se vse bolj zmanjšuje napajanje z energijo, z življenjsko silo našega fizičnega telesa. In počasi začenja upadati, se zmanjševati in na koncu preneha obstajati. Ta energija se vrne nazaj v primarno substanco, torej v naše fizično telo. In na to smo zmožni biti v polnem zavedanju svojega fizičnega telesa in voditi samega sebe na osnovi principa ne obravnavaj oziroma ignoriraj drugega tako, kot ne želiš, da bi bil obravnavan ali ignoriran ti, če bi bil v njegovem fizičnem telesu. Potrebno je torej osvobajati se od teh energij, od misli in čustev, ki nam jih proizvaja kot posledico našega notranjega konflikta v našem fizičnem telesu. Potem bomo šele postali eno z fizičnim telesom in zopet postali življenje, ki bo v enosti in ne bo več razdvojeno. Kako to doseči? Zato si prosim, poglejte povezave v opisu tega videoposnetka. Priporočam brezplačni tečaj, spletni DIP Light, ki je izjemno podporen za to, da vas nauči osnove delovanja njegove zgradbe, mehanizem delovanja in naučili se boste učinkovitih orodij za to, kako se osvoboditi od da boste postali notranje, čustveno, energetsko stabilni in da boste lahko praktično, učinkovito delovali na tem svetu na osnovi principa, ki je najboljši za vse. Hvala in nasvidenje.